Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Današnja oddaja ima naslov Dostojni prehod. Prehod lahko pomeni marsikaj, ampak to, o čemer se bomo mi pogovarjali v studiu, je pravzaprav tisti prehod, ko človek zapusti to življenje in preide drugam. Odvisno od tega, kaj verjamemo. Marsikdo bo rekel, da pač je s smrtjo oziroma s koncem življenja vsega konec. Marsikdo verjame, da človek ni samo fizično bitje, da je tudi duhovno bitje in da njegov duhovni del ali duša, kakor temu rečemo, preide v druge svetove. Včasih je ta prehod lahek, marsikdo zaspi, včasih pa je prehod težek. In o takem težkem prehodu se bomo pogovarjali. Še zlasti, ker tak prehod ne čaka, niti da pridemo iz počitnic, ne vpraša, ali je poletje ali zima, ne vpraša, ali nam je prav ali nam ni. In zato je o tem treba govoriti, zato, da bomo lažje pomagali prehajati ali svojim dragim, če bo potrebno, ali pa morda tudi sami prišli, takrat, ko bo vrsta na nas. No, in gosti v studiu sta ob meni gospa Urška Lunder, doktorica medicine, ki je tudi dvakratna specialistka, in sicer iz transfuzijske medicine, nato pa še iz paliativne medicine. Pozdravljeni. Dober dan. In novinarka Tjaši Artnik-Knibe, novinarka pri Dnevniku, da bomo bolj točni. In mogoče, če kar preidemo na zgodbo. Tjaši, vi ste bili po svoje pobudnica, vam je letos umrl oče. Ali o tem njegovem prehodu zdaj že lahko svobodno govorite, ali je bolečina še vedno zelo huda? In če je, zakaj je pravzaprav huda? Oziroma, če je te bolečine manj, kaj je tisto, zaradi česar je manj? Hvala za odlično vprašanje, ki za dobro lahko napelje na pravzaprav celotno zgodbo. Bolečina je prisotna, ker pač izguba ni bila, recimo temu, ni imelo tako veliko časa, pa vendar na drugi strani je moja potreba potem, da spregovorim o tem, kako pomembna je paliativna oskrba, kako pomembno je v bistvu se zavedati, da nas smrt, kot ste rekli, ne počaka, tako ali drugače pride vedno, ali pa vsaj v večini primerov nepričakovana. V našem je bilo temu tako. In v bistvu lahko rečem, da sem z očetom šla skozi eno precej naporno obdobje, kakšnega dobrega meseca in pol ali dveh, od tega, kar smo izvedeli, da je zbolel za rakom, do tega, ko je pač odšel. In medicina kot taka, bom rekla, v fazah pogovorov, ko smo se pač pogovarjali vmes, je ves čas gledala na vse skupaj, da se pa ne mudi tako zelo, da bi oče lahko še vztrajal kar nekaj časa. Če je to pol leta, ne, ampak kakorkoli, oba niso pričakovala, mislim tudi sester, ki je bila vpletena v to zgodbo, da se bo to zgodilo tako hitro. Pravzaprav sama sem pri komunikaciji z stroko doživljala celo eno tako, recimo tako, en občutek krivde, ker sem sama čutila, da z mojim očetom nekaj je zelo hudo narobe. Bila sem z njim sama doma. Stroka je menila, da bi on lahko bil še sam tisti čas, celo sam doma, in sem bila z njim. In jaz z njim nisva zmogla, v bistvu, ker je bilo toliko stvari potrebno postoriti. Letati od zdravnika. To se pravi, nege nista zmogla sama, oziroma vsega tega, kar je bilo potrebno v tem času. Ker tudi, recimo, beseda nega je že zelo tako, sicer vse lepo se sliši, pa vendar, ko ti greš skozi ta proces, ko prideš v bolnišnico s prepričanjem, da imaš morda samo kakšno hujšo virozo, glede na to, da sem smela takrat gripo. In potem slediš celotnemu komuniciranju, ko nekako v enem tednu smo se midva soočila s tem, da sem jaz izvedela, da moj oče umira. Mislim, glede na to, sem 3 leta nazaj izgubila mami ravno tako za rakom, je bilo v bistvu nam zelo težko sprejeti to informacijo. Oče se je takrat tudi precej zaprl v komuniciranju, ker verjetno on je že takoj čutil intuitivno, kaj se dogaja, in se je začel pripravljati na odhod, ker je pač meni obljubil, da njegov odhod bo dostojen, ne glede na to, kaj in kako. Imel je veliko priori do bolnišnic, do tega, da bi umrl v bolnišnici, ker je pred leti sam doživljal kar nekaj precej nasilnih, lahko rečem, ali pa grozljivo bolečih smrti v bolnišnici, in je rekel, jaz takšne smrti ne bom imel. Seveda, v takem trenutku pravi, da to nič ne pomeni, ker ti ne veš, na eni strani ti pravijo, da bi lahko še eventualno imel zdravljenje, ukolikor bi uspeli ga ojačati fizično,
On je mi pa takrat veliko odvajal, torej v bistvu vsi elektroliti, vse je šlo v bistvu iz njega. In so bili trenutki, res tako globoki trenutki nemoči, in to pravim v enih 2-3 tednih, ko si se mogel soočiti s tem, da sem jaz vedela malce več od mojega očeta, s katerim sva si povedala vse. Pogovarjala sva se vsak dan po uro in pol, res smo dali veliko na komunikacijo. Pa takrat sem čutila, da nisem prepričana, če je v redu, da s njemu povem, kako daleč je, ker še enega rezultata ni bilo. In sem cel vikend mogla v bistvu s to grozljivo bolečino biti ob njega, gledati v oči, in on mi je ves čas vedavo gledal, ker je čutil, da jaz nekaj več vem, pa vendar mu nisem želela povedati, ker si nisem upala prevzeti te odgovornosti, da bi morda recimo ponedeljek pokazal rezultat kaj manj. Recimo, ker je bil oče... Da vendarle ni tako hudo. Ja, imel je tudi hude depresije, tako da sem se pač grozljivo bala, da če bi mu povedala nekaj, kar morda ni bilo 100%, tako da tisti vikend je bil res naporen. In po tistem so nam potem spustili 2 tedna čakati na gastroonkologijo, kamor sem pač ga spravila, smo ga na nosilih pripeljali. In spet, stroka je precenila, da je on fizično še vedno bi lahko se ojačal. Meni ni bilo najbolj jasno, na kakšen način bi ga lahko jaz doma ojačala, tako da smo potem bili poslani nazaj v Koper. In takrat sem si jaz napisala miselni vzorec, kako ga bomo zdajle. Ko bom psihiatra, s tem, da opozarjam, moj oče je bil leže, ni mogel do WC-ja, do toalete je bil že velikanski izziv. Nekaj provizorično sem mu jaz posteljo tam nastavila, ker je tudi osebni zdravnik menil, da pa glede na rezultate, da to midva verjetno malo paničarva. Jaz ne vem, kako so si oni to poenostavljali. Tako da, pa sem že imela občutek mogoče krivde, da pa le kot hči, ki globoko ljubi nekoga, pretiravam. Pa vendar ni bilo tako, Tako da potem, ko sem si napisala miselni vzorec, kaj vse je treba zrihtati, zdravnik, hrana, šla na internet, pogledala, s čim bi ga lahko, poleg ljubezni jaz ojačala, na kakšen način bi jaz njemu lahko ponudila priložnost, da morda še živi leto ali 2. In sem se razsula. Nisem zmogla, ker je bilo preveč vsega v tistem trenutku. In potem, spravim, včasih angeli vodniki zelo dobro vejo, kdaj stopiti na pravem trenutku na sceno. Mi klicala teta in mi je potem pomagala, da smo ga pač spravili na klinično prehrano, kar v bistvu v meni puščalo določeno frustracijo, ker bi mi lahko povedali to že, ko je bil v Ljubljani, da obstaja ta možnost. Oni so pa pač nekako rekli, da te možnosti ni. In spet bi imela jaz občutek krivde, če bi vedela kasneje, da to obstaja, bi se počutila krivo, ker bi mi umrl v rokah in jaz recimo mu ne bi ponudila ali pa ne bi pomagala, da pride recimo nekam, kjer bi ga lahko z elektroliti napolnili, mu dali vsaj možnost recimo, da ne umre zaradi nekih banalnih posledic, recimo temu driske v tem primeru. In potem tam je tudi zelo vzcvetel v tistih parih dnevih, je šlo v bistvu vse videlo, da je bilo zelo fajn, da se ukvarjajo kot film z njim. Ampak jaz pravim usoda, očitno ni bila njemu tako začrtana. Se je potem zgodilo, da je v njem ponovno nekdo umiral, in to v bolnišnici, ki je imela zelo malo kvadratnih metrov. Svojci so prihajali tja in bilo je grozljivo. Ker jaz sem šele takrat dojela, kako so umirajoči ljudje čuječi. To je nekaj neverjetnega, kako oni zaznavajo vse, vsak dih, vsak bitje srca. In prosil me, ali naj ga v bistvu, zadanemo s kakšnimi tabletami, da ne bo tako intenzivno čutil, ali naj ga prosim vzamem ven. In takrat sem potem tudi zdravnica, hvala Bogu, končno nekdo, ki je rekel, da je oče pripravljen za hospic. In naj v bistvu gremo pač na naslednjo pot. Poglejte, vi kot zdravnica, gospa Lundrova, tule se me je dotaknila ta zgodba zelo globoko, predvsem pa kar nekajkrat je Tjaši omenila občutek krivde. Imela bi občutek krivde, imela sem občutek krivde. Pravzaprav, verjetno je to res. Danes, ko nam medicina veliko ponuja, po drugi strani pa spet imamo neka lažna upanja, so ti občutki krivde najbrž za svojce lahko zelo hudi. Kje je pravzaprav ta mera, dokot občutek krivde, kaj lahko storimo, kaj ne moremo storiti? Oziroma, tako kot Tjaši pravi, potem sta z očetom skupaj prišla do neke pomiritve. Po drugi strani pa spet najbrž ta strah pred bolečinami in same bolečine, ki nastopajo. Mislim, da sem vam tako zelo na široko zastavila vprašanje, da bo kar težko spraviti skupaj odgovor. Tudi mene je ta zgodba, ta natančnost od začetka, ki
Tjaši nisem poznala, bolj poznam samo zaključek te zgodbe, je spomnil na to, kako je pomembno z vključevanjem paliativne oskrbe ravno to doseči, da se ne dogaja tako trpljenje v družini, da je torej absolutno več informacij na razpolago, kakšne so možne poti v prognozi, kakšni poteki so, jaz ponavadi govorim o dveh, o takem, kar se ne da zelo natančno predvideti, ampak o takem, kjer bi z zapleti morda šlo najhitrejšo pot in o takem, ki bi v stabilnem stanju zdržal najdlje. Če so svojci potem nekako seznanijo o dveh možnostih skrajnih, se potem tu verjetno boljše tudi lahko znajdejo. In ta informiranost je ključ. Ponavadi se na Golniku ob upeljavi oskrbe za celo družino, tukaj govorimo o bolnem in družini kot enoti, usedemo in rečemo, organiziramo družinski sestanek. In takrat se pravzaprav pogovarjamo o tem, kaj kdo ve, v celi družini, a ne? Tudi z naše strani so poleg zdravnice, medicinska sestra, socialna delavka, pa še po potrebi psihologinja ali pa fizioterapeut ali dietetičar, kakor je situacija specifična. In se potem pogovarjamo o tem, kaj že kdo ve, kje so informacije, ki bi jih želeli, na najbolj občutljiv način zvemo o tem, kaj je tisto, ko se morda najbolj zanimajo tako bolni kot svojci, da lahko govorimo na en tak res še vedno pošten in odkritosrčen, ampak občutljiv, sočuten način, da so opremljeni z informacijami, kolikor se le da, kak potek pričakovati, kakšno kakovost življenja v tem in kje so pripomočki za pridobiti. Tako da naša socialna delavka svetuje vsem praktičnem, o pripomočkih, o številkah, o negi na domu, o postopkih, kako pri svojem osebnem zdravniku kakšno reč urejaš, da bi bilo čim več tega prizanešeno, ker drugače na svojcih to odkrivanje Amerike za vsakegar posebej. Seveda. No in je to tak praktičen del. V zvezi z zdravstveno nego medicinska sestra razloži, kako ravnati, ko je nekdo nepomičen iz posle, kaj se takrat lahko v negi najbolj iznajdljivo obrnemo, kako so spretnosti takrat tiste, ki so najbolj uporabne, hitro za naučiti tudi na oddelku, pa v prehrani ravno tako. Potem pride pa tisti eksistencialni del, ki je najbolj boleči, najbolj izčrpava, še bolj, ko vse to praktično, ampak to je vse potem še večje breme in odveč, če že tudi noben te ne nagovori na tistem čustvenem, psihološka stiska je huda in še celem eksistencialnem ominevanju se vsakodnevno ne zaziramo v to problematiko, ampak ko pa pride do teh situacij, pa to nobenmo pravzaprav ni prizanešeno, so ta velika vprašanja, kaj ima smisel vse skupaj, zakaj se trpi, kaj pa moje življenje pomenilo in potem pogled naprej, kako bo pa zdaj, kam grem, kako res moje prepričanje zdrži zdaj v tej hudi krizi. V mirovanju, v nekem dobrem delovanju imamo določene verjetje, določene prepričanja, ko pride kriza, se to lahko razsuje, čisto utemeljene. In ti eksistencialni momenti trpljenja pogojujejo vse delovanje potem. No in na družinskem sestanku se o tem pogovarjamo 3/4 ure, 1 uro, z vsako družino posebej, da jih pripravimo do tega, da so opremljeni z medicinskega stališča, za nego, za praktične rešitve v socialnem pomenu, kako naj družina funkcionira, kje pomoči dobijo, kje imajo neprestano telefon odprt, da lahko pokličajo. Ampak to je toček, kjer je paliativna oskrba tako razvita, to omogočamo. Zdravstveni sistem v celoti pa tega nima. No in kar se krivde tiče, je potem, mislim, da razblinjeno veliko tega, kar krivda se poraja ob nevednosti, takrat, ko je informacij premalo. Krivda se razvija takrat, ko sklepamo, ko nekako popolnimo manjkajoče dele z enimi svojimi zaključki. In ponavadi ima človek to lastnost, da zaključuje, da je sam bil premalo sposoben, dober nekaj urediti. Ne? Z več informacijami se izkaže, da vedno naredimo, kar zmoremo in da v resnici imamo težave v našem sistemu, v koncu življenja, res dobro podpreti v vsem drugem kot zdravstvenem. Ne? Vsa stiska s kadri danes v zdravstvu pelje v to smer, da se odlično poskrbi strokovne plati za zdravljenje bolezni, za
vpogled, kar se tiče izvidov, kar se tiče pokazateljev, ki so na papirju, medtem ko vse drugo, iz česa je življenje sestavljeno, vse to psihosocialno in tudi eksistencialno in praktično, pa potem umanjka. In tudi razvite družbe se zelo ubadajo z načini, kako pripeljati to vsakodnevno zdravstveno oskrbo. In ni enostavno. Pri nas je pa ta manko še posebej velik, ker smo kadrovsko, če pogledamo glede Evropske unije, kot slišimo iz vseh virov, zelo podhranjeni, omogočamo pa dokaj dobro strokovno medicino. To pomeni, da je na ceno komuniciranja, je na ceno vse druge celostne oskrbe. Tjaši, in potem oče ni hotel ostati v bolnici, ni hotel umirati v bolnici. Kakšna rešitev se vam je pokazala? Verjetno spet sami z njim doma ne bi zmogli. Na vse zadnje človek ne more pustiti službe in čakati, da tvoj dragi premine. Mislim, življenje teče naprej čisto preprosto. Jaz sem sicer razmišljala tudi v tej smeri, ker nisem vedela, kako dolgo bo vse skupaj izgledalo. Tako da, če bi recimo imela verjetno še kaj več časa pred sabo in če bi mi rekli, da ne vem, bo on pol leta ali recimo 1 leto umiral, bi verjetno pol tudi razmišljala o tem, da bi nekako, če bi to pomenilo, zapustila službo, pač bi to naredila. Ker preprosto se ne morem sprejeti tega danes, splošno sprejeti tega dejstva, da se pač nekoga, ki ga res imaš tako rad, ki veš, da umira, recimo en izmed zdravnikov mi je predlagal, da naj ga kar v dom damo, ne. Pač moj oče ni sodil v dom, on si je želel kvečemo v kakšno leseno hiško nekam v naravo in živeti v bistvu morda v kakšnem takem romantičnem okolju in ja, če bi bilo v moji moči, bi mu tudi to omogočila. Se je pa pač zgodila in taka druga pot, ki je bila zelo dobra alternativa temu, da bi pač ta hospic, ki se mi je ves čas tako prikazoval kot ta prava rešitev. In že trenutko, recimo, da vem, ko smo tja noter stopili, mislim, to je tako, kot da stopiš v tem primeru, res čudovito. In tudi, recimo, ne vem, ko sem bila v bolnišnici, recimo v Izoli, jaz sem se ful skrivala po onih hodnikih, zato ker so mi pač rekli, ne, da ne smem biti tam, zaradi tega, ker pač so omejeni obiski. In jaz, ja, kako ne, jaz grem stran, če ste povedali zdajle meni, da moj tata umira. Mislim, hello, ni šans. In pa sem se skrivala in pol eni fantje so me na drugem traktu videvali, ne, in so rekli, ja, če imam kakšnega lupčka, malo so se hecali, ker sem se tako skrivala. In v bistvu na koncu vsemi temi skrivalnicami res ohranjala tempo, da sem bila tam. Pa sem tudi eno sestro prosila, če lahko, prosim, se neham skrivati, ker ne zmorem tega skrivanja, ker mi je res en medicinski brat nadrl, da moram po 15 minutah domov in da sem ne grem, pa da me vleče ven iz bolnišnice in grem. In pol, hvala Bogu, se je zamenjal takrat pač izmena in je prišla druga in je bila zelo vesela, da sem jo vprašala za dovoljenje in je pač dovolila. V hospicu tega ni bilo. V hospicu so mi rekli, ja, dejte, a boste spale danes tukaj, tako da potem sta teta pa stric še kupila eno posteljo in smo še tisto tja prepeljali in v bistvu sem jaz pol lahko prespala ali pa sestra, recimo po želji bila cel dan z njim. Praktično bili z očetom, ob očetu, s tem, da najbrž vam ni bilo treba skrbeti za njegovo čistočo, za njegovo nego, za prehrano in za vse ostalo. Tudi službo sem v bistvu lahko, ko sem v prvi fazi sem imela pač to, jaz pravim, božji dar, da so me kolegi razumeli in mi pomagali pri tem, ker brez te pomoči res ne bi šlo. Po drugi strani pa potem, ko je bil recimo v hospicu tiste dneve, sem se lahko normalno oddelala, ker tudi potrebovala sem malce odmika od vsega skupaj, da sem če ne drugo srečala, da sem lahko izrazila malo žalost, vse svoje občutke, ki ti pač pridejo na plano, ker si tako operativen, kot ti rekla, Urška, nimaš časa, niti razmišljati o čustvih, nekje vmes te zvije, ne. In v bistvu potem samo notranje še bolj pravzaprav razpadaš, ne? Ja, ker vidiš, da to, ampak to lahko tako na hitro toliko enih travm si zapišeš v svojo auro, da pol, ja, kar dosti lahko delaš na tem. To, da potem, mislim, tam je bilo skrba, mislim, fenomenalno, nobene vsiljivosti, pustili so nam popolnoma prostor, pravzaprav mi so ustvarjali z njimi zgodbo. Ni bilo, da bi oni imeli neka svoja institucionalna pravila, ki bi bila pisana po nekih pravilnikih. Ne, tudi njegova mucka. Je imel recimo mucko še doma. Mucka je imel lahko? Ja. V hospicu? Ja, samo naša Pika je bila malce za odtenek preveč
divja, oziroma malce je vse skupaj pretreslo, ne, in je potem šla k sestri, ampak sta se poslovila. Poslovil se je lahko v bistvu od živali lepo umiro. Oni so zelo bili, to je bilo recimo za nas tako ganljivo, da v bistvu jaz kar nisem mogla razumeti, da je lahko tako velikanska razlika. Pa tudi ljudje, tudi v bistvu vsi prostovoljci tam, mislim, kaj lepo. Mislim, res. Je to razlika ravno zaradi tega, ker so prostovoljci? Ker je pravzaprav tu neko srčnost, tudi, ampak mislim, da je temeljna usmeritev v pozornost za človeka, ne pozornost v zdravljenje bolezni. To se pravi, ne pozornost na bolezen, ampak pozornost na človeka usmerjena. In res je, hospic ima ta privilegij, da zaenkrat zaradi tako močnega tabuja, ki je v družbi, ni nobenega hudega navala na hospic. In je tam možno imeti izredno veliko kadra za vsakega bolnega. Če se bo to preobrnilo, tako kot se je na mojem šolanju po drugih razvitejših državah, v Angliji, v Kanadi, v Ameriki, pa zgleda tudi hospic lahko precej natlačen, bom rekla. Lahko se tudi zgodi, da morajo ponuditi večjim bolnim svoj prostor, ampak v zdravstvenem sistemu tega manjka usklajevati že v normalen tok ob zdravljenju, tudi za umiranje, ta način, to filozofijo, to sprejemanje umiranja in biti takrat bolj človeški, ne toliko medicinski. Ja, medicina pravzaprav ne služi več v tistem hipu, razen da lajša bolečine, ne? So velike reči potrebne medicinskega stališča za urejati telesne težave, ker brez urejenih bolečin, če slabost, bruhanje, driska niso urejeni, ne moreš nadgraditi ničesar v psihološkem, v duhovnem smislu. Se pravi, temeljna medicina vsekakor ostaja, ampak ni za vsako ceno za vzdrževanje funkcij usmerjena v intenzivne, agresivne postopke, v pregledovanje diagnostičnih preiskav, ki bi dale sicer podatka, kako se pričakovano nekaj poslabšuje, ne bi pa spremenilo zdravljenja, kadar gremo v cilje lajšanja. Se pravi, da se osredotočimo na lajšanje. In je lajšanje bolečine najbolj pogosto, pa naprimer depresije, pa driski prebavo urejamo, ob neješčnosti, tudi nadomeščanje različnih elektrolitov, kadar gre za iztirjenost v teh izvidih v krvi. Sicer pa najpogostejšo še za težko sapo, za zmedenost, delirij, za hropenje, za kolcanje, ki je lahko strašno nadležno. To so medicinski deli, ki jih je treba najprej urediti, da lahko vse drugo naprej zacveti z družino. Se pravi, za zdravnika ostane še vedno delo, ki pa je povsem drugačno. In v zdravstvenem sistemu manjka ta izkušnja hospica, da bi ta človečnost bila pripeljana od nekega trenutka naprej. In tam, kjer so paliativni oddelki, to je pri nas na Golniku, na naši univerzitetni kliniki, pa tudi na Onkološkem inštitutu imajo 6 postelj, samo nisem prepričana, da uspe res zelo veliko bolnikov do tega oddelka. Tudi nazadnje hospic ima omejeno število postelj, jih je samo 12. Moramo pa vedeti, da večino bolnikov pa danes umira v inštitucijah, domovih starejših občanov ali pa v bolnišnicah, manj kot pol ljudi umira doma. Se pravi, to so zgledi, to so modeli, to so načini, kako je res bolj primerno skrbeti za ta zadnji čas po potrebah ljudi, ne po potrebah inštitucije. No in to se lahko inštitucija tudi prilagodi. To je lep dokaz paliativni oddelek v bolnišničnem okolju, kot je naš, naprimer, na Golniku, kjer, kot sem prej povedala, družinski sestanek se zgodi, da se vsi dogovorimo. Enako imamo tudi sobe, kjer je fotelj ob bolnem, eno posteljna soba, kjer se raztegne ta fotelj v posteljo, da svojci lahko prespijo. Ravno tako so možni obiski cel čas. In potem se svojci vključijo v nego, v postopke, kjer se počutijo, da bi radi upravljali nekaj za svojega bližnjega. In imamo čudovito lokacijo, naš park, gozdovi, ki so zraven, in iz vsake sobe so balkonska vrata, da se lahko potegne postelja ven na balkon. Tako da imamo res privilegij. V bolnišnici Golnik so ti približki oskrbi v hospicu zelo podobni. Moramo pa seveda priznati, da v bolnišničnem okolju je ta paliativna obravnava lahko mnogo bolj zgodnja.
se lahko vrši skupaj z zdravljenjem še vedno in to je v definiciji paliativne oskrbe ta razlika s hospicem. Hospic pa je tisto zadnje obdobje, ko je terapija vsa končana. Se pravi, da se več ne vrača na kemoterapijo, več ne prihaja na obravnavo rakave bolezni ali pa srčnega popuščanja ali pa pri zdravljenju demence v bolnišnično okolje, ampak se to, se pravi, s tem namenom pridruži hospic osebju, da zaključi svoje življenje v tej hiši. Medtem ko naš paliativni oddelek še polovico vseh bolnih tudi pripravimo za domov. Ali pa ob različnem poteku leto, 2 leti, 3 leta se vračajo od doma lahko spet nazaj na naš oddelek ob zapletih ali pa ob stiskah svojcev, ob socialnih težavah, kot naprimer zboli še žena, ki je skrbela za moža. Tudi ona, naprimer, pomembno, zelo napredovalo kronično boleznijo, takrat je potem za oba treba poskrbeti, ni več možna oskrba doma. Tako da hospic je zagotovo tista povezava med družbo in zdravstvenim sistemom, ki drži filozofijo, model, kako se človečnost naj čim bolj približa tudi v medicinski zdravstveni svet in potem se v inštitucijah javnega zdravstva lahko paliativna oskrba po tem zgledu tudi uspešno razvija. Mogoče, če zaključimo še tole zadnje vprašanje. Nekako oddajo smo začele s tem, koliko občutkov krivde se je porajalo ob pravzaprav odkrivanju bolezenskega stanja in umiranja vašega očeta. Ali recimo zdaj, ko je pravzaprav na nek način v hospicu dostojno prešel na drugo stran, ali teh občutkov krivde ni več? Ne. Mislim, če samo opišem, kako je to izgledalo, ne, ob tisto zadnjo noč, ko nekako smo pričakovali, da je zadnja noč, ker je bilo pač rečeno. Sem prespala pri njem, sestra šla malce si odpočiti po treningu domov, pa je bila tudi v pripravljenosti, ki je zelo blizu živela, da pač prihiti, če bo potrebno. Polnoči je imel rojstni dan, tako da sem mu takrat še zapela pač vse najboljše. Na to sem malce za trenutek uprla oči, verjetno ravno toliko, da se je on tudi pomiril. Potem je sestra zbudila, pač prostovoljka, pocukala in rekla, verjetno bi si želeli pri zadnjih izdihih, vdihih biti zraven. Sem ga prijela za roko in upela. In potem je v miru odšel. On v miru odšel in vi v miru ostali. Tako. Hvala lepa za tale pogovor. Mislim, da je zelo pomembno se pogovarjati o teh stvareh, da je zelo pomembno vedeti in izvedeti, kakšne možnosti imamo in po drugi strani, da dejansko ni potrebno, da pregorimo in izgorimo, če se nam kaj takega zgodi. Da vendarle so tu ljudje, ki nam lahko priskočijo na pomoč. Naj si bo oddelki paliativne nege ali pa hospic, ko pravzaprav poti nazaj v zdravje ni več. Hvala lepa.